Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Tokrat je v moji družbi Sandi Horvat. Z nami bo delil svojo zgodbo, kot mlad fant se je namreč soočil z odkritjem svoje romske identitete. Lepo pozdravljeni, Sandi. Dobro večer in lep pozdrav. Zdaj nekako z vsakim gostom se na začetku morda vrnem v otroštvo. Tudi pri vas je bilo kar pestro, če lahko tako rečem. Kot majhen ste že mami pomagali pri oskrbi očeta, ki je imel multiplo sklerozo. Kako se spominjate tistih časov? Če govoriva res samo izključno o samem otroštvu do 10. leta je bilo moje življenje idealno, kot iz filma, ne? Ampak potem se nam je pridružila ta 5. članica družine, jaz vedno govorim, multipla skleroza, bolezen očeta, ki je narekovala naš vsak dan, v bistvu je krojila naša življenja. In ko se ti kot mlad najstnik na vstopu v najstništvo začneš soočati s težavami odraslega sveta, ne? Od revščine naprej, ker bolezen vpliva pač tako močno, da starši izgubijo službo, ostanejo doma, kot najstnik se niti ne zavedaš, kaj vse to pomeni. In vse to dnevno, ko spremljaš, zelo hitro odrastaš. Jaz takrat vem, da pri 13, 14, 15 letih sem že včasih imel morda na trenutke občutek, da sem starš staršem. Ker je bilo to nekaj novega za nas, nihče te ne nauči, kako se odzvati v teh primerih, pač enostavno se znajdeš v taki situaciji in moraš znati živeti. In takrat skrbiš in misliš o tem in te tudi to skrbi, ali bomo plačali položnico za elektriko, ali bomo imeli hrano, ali nam bodo morda odklopili, ne vem, telefon, ki smo ga takrat res krvavo potrebovali, ker smo tolikokrat klicali tudi rešilca. To so vse take stvari, ki jih recimo moji sovrstniki niso nikoli doživljali in hvala Bogu tudi niso razumeli, ne? Ker tega nikomur ne moreš privoščiti in nihče te, dokler to sam ne doživiš, ne more niti razumeti. Jaz pa zelo nerad sem takrat o tem razlagal komorkoli, ker nisem želel, da se komorkoli zasmilim. Tako da sem v najstniških letih zelo, zelo hitro odrasel. Ravno to živeli ste predvsej pod pragom revščine. Opisali ste celo, kako sta z mamo kupovala recimo star kruh, celo zamrznila, da sta lahko nekako porazdelila obroke za čez mesec. Ja, ta zgodba starega kruha vedno znova veliko bralcev moje knjige fascinira, ker si niso znali predstavljati, da lahko nekdo tako živi. Ja, na srečo, bom rekel res na srečo, smo imeli v Murski Soboti takrat eno pekarno, ki je morda kakšen dan, dva zbirala tudi pekovske izdelke, kruh, žemlje, ki jih niso prodali po pekarnah, so izbirali v tistih 50-kilskih vrečah moke in potem dejansko to prodajali za, mislim, da je bila cena takrat 5 evrov za ta žakelj kruha, 2 dni stari kruh in pač vse, kar se je znašlo not. In to so dejansko kupovala enkrat, včasih tudi 2-krat na mesec, pa potem doma sortirala, kaj bi bilo še lahko uporabnega, potem zamrznila, da smo potem sproti odtajali in vsaj imeli kruh doma, ne. Ni bil sicer svež, ampak ja, to je bil naš vsakdan in za mene takrat moja normalnost. Zdaj nekako že kot otrok ste precej želeli se izobraziti, morda ravno zato, ker ste želeli svojim staršem nuditi neko oporo, finančno oporo. In čeprav je to morda za vas pomenilo precej zgodne ure vstajanja, kaj sploh nek otrok ponavadi ne želi, vam to ni bila težava? Ne, sploh ni bila. Kar se tiče najprej izobrazbe, jaz sem že od malih nog, ne, sem želel biti magister nečesa. Sploh nisem vedel, kaj pomeni biti magister, ampak to sem verjetno tolikokrat slišal po televiziji, da se mi je slišalo zelo dobro, zelo fancy, če bova uporabila angleški izraz. In sem pač želel biti magister. Jaz sem imel to srečo, da sta starša res nudila tisto podporo, kako pomembna je izobrazba, ker sta vedno govorila, Sandi, uči se, da boš izobražen, da ne boš delal tako trdo, kot sva midva morala delati. Ne, oba dva sta bila v gostinstvu, oče je sicer imel srednjo šolo, mati ni imela poklica narejenega. Tako da sem to imel dnevno, ta glas prisoten v glavi, zakaj je potrebno se šolati, ne. Tako da ja, izobrazba je danes itak ena največjih vrednot, ki jo posedujem.
Ampak nekako je potem prišlo do trenutka, ki vas je precej presenetil, če se lahko tako izrazim. Izvedeli ste nekaj, kar si sploh niste predstavljali, in sicer, da ste pravzaprav Rom. Ja, jaz vedno se pošalim danes, v teh letih se pošalim, da je bila takrat name vržena ta mini bomba, bova rekla. Da sem tudi Rom, ne? Ampak to se je zgodilo, ko smo se iz Kranjske Gore preselili v Prekmurje, v naselje, od koder je bil tudi moj oče, ker po očetovi strani sem tudi Rom, mama je ne Rominja. In takrat jaz, iskreno povedano, nisem sploh razmišljal o Romih, ker jaz besede Rom sploh nisem poznal. Sem pa poznal besedo cigan in vse možne stereotipe in predsodke, ki jih ta beseda z negativno konotacijo prinaša seboj. In ko ti nekdo pove, da si tudi del te skupnosti, si začneš enačiti z vsemi stereotipi in predsodki, ki jih vemo vsi. Ampak se danes, recimo, ko se spominjam za nazaj, mene teh stereotipov in predsodkov ni nihče učil, ampak sem jih preprosto imel. Nismo se jih učili v šoli, nismo jih slišali recimo po televiziji, ampak sem jih imel vse in sem se začel takrat s tem enačiti. In jaz sem vedel, da zato, ker hodim v šolo, pa sem priden, pa ubogam, pa ne hodim z raztrganimi oblačili v šolo, da nisem umazan. Kdo potem sem jaz, če pravijo, da sem tudi del romske skupnosti, oziroma takrat cigan, kdo potem sem jaz? In se začneš enačiti s tem in takrat se mislim, da začela tudi moja ta kriza identitete. Kdo potem si, ne? Tako da so bila potem kar naporna leta pred mano, predvsem skrivanja svojega lastnega porekla. Čeprav smo živeli v naselju in še vedno danes živimo v naselju, kjer živimo Romi, so bila ta leta kar pestra. Takrat so bila to zelo težka leta, morda mnogim nepredstavljiva, ker sem vse tako dobro skrival. Navzven sem se smejal, znotraj sem pa v bistvu zelo, zelo bil jezen in prepogosto tudi jokal. Ampak kaj sta vam starša dejala, zakaj sta vam nekako zamolčala ta del, da pravzaprav ste Rom? Takrat, ko sem jih vprašal, zakaj nista nikoli povedala meni in sestri, da smo tudi Romi, ne? Odgovor sem sicer sprejel, ki sta ga podala, pa ga nisem razumel. Šele potem leta kasneje sem ga razumel, ker sta mi dejala, da sta pač želela, da ne bova imela težav. Sošolci, s prijatelji, v šoli, z badanjem, če bi kdorkoli vedel v šolskem prostoru, da sva tudi Roma, ker sta že domnevala, kako bi se morda večinsko prebivalstvo ali ostali sošolci odzvali na to temo, da morda ne bi bila sprejeta in sta pač želela naj jo obvarovati. Jaz takrat kot najstnik tega nisem razumel, danes jih popolnoma razumem, ker srečujem še preveč takih Romov oziroma staršev, ki dejansko tudi svojih otrok ne učijo romskega jezika ravno s tem namenom, da ne bi imeli dodatnih težav v šoli. Tako da danes razumem svoja starša, zakaj sta to storila. No, ampak povedali ste, da ste se pravzaprav vi za enako potezo na nek način odločili, tako kot sta starša prikrivala vam, ste pravzaprav vi nekako želeli to prikriti okolici, ravno zato, ker ste se bali, kako se bodo odzvali. Ne nazadnje, kako pa je prišlo potem do tega, da ste morda se odločili, da razkrijete svoji družbi svoje poreklo? Je moralo preteči kar nekaj let, da sem lahko sploh na glas spregovoril o tem, ker sem moral jaz najprej sam pri sebi razčistiti določene zadeve, se sprijazniti s tem, kdo si. In to dejansko lahko narediš najprej s tem, da raziščeš, da prebereš, da se informiraš o tem, kdo sploh smo Romi. Da imamo Romi svojo kulturo, imamo svoj jezik, svojo zgodovino, svoje običaje, da je to res večmilijonski narod po vsem svetu. Da pripadaš nekemu narodu, ki morda ni ravno samo slovenski oziroma ne romski. To sem dejansko moral najprej sam pri sebi razčistiti in se s tem sprijazniti. Je pa res, da v času srednje šole sem v gimnaziji samo eni sošolki povedal, da sem Rom, ker so bila zelo dobra prijatelja in njen stavek mi je še danes tako zelo ljub. Je rekla, Sandi, bolj si mešan, boljši si, ne? In takrat sem dejansko prvič začutil strani nekoga, ki ni del naše družine, to sprejetje, da pa res morda nič ni narobe s tem, da sem tudi Rom, ne? Ampak seveda potem tista zgodba odkrivanja se je potem še nadaljevala potem v naslednjih letih.
To je prej sva že naštela vsa ta bremena, ki ste jih kot otrok nosili in nenazadnje potem je prišlo do tega, da ste finančno pomagali svoji družini. To je bilo za vas še eno dodatno breme, če lahko tako rečem. In vsega je bilo na neki točki precej preveč za vas. Ja, definitivno. Jaz, takoj ko sem končal srednjo šolo, sem se vpisal tudi na fakulteto v Maribor, kjer sem po 3 mesecih moral dejansko zaključiti, ker nismo imeli denarja, da bi lahko sploh ostal v Mariboru. Takrat niti socialni transferi, niti vse te finančne spodbude, ki so danes morda na voljo mladim, niso obstajali, tako da sem dejansko pristal doma na socialni pomoči. In si takrat dobesedno čestital, Sandi, sedaj si pa pravi Rom, ne? Brez izobrazbe, brez izpita, brez denarja na socialni pomoči. Ampak ja, sem dejansko večino tistega denarja pač namenjal za osnovne potrebščine v družini. Ampak niso bile samo finance tiste, ki so me pestile, ker pač pravim, to so bila že leta, ko sem bil že 8-9 let nekako navajen tega normalnega vsakdana. To je bil pač normalen dan za mene, normalni mesec. Čedalje bolj me je pestilo duševno zdravje, ki se ga sploh nisem zavedal, da je načeto, ker o tem nikoli ne govorimo. In pri 23 letih sem dejansko potem doživel tisti svoj maksimum, ko je udaril prvi panični napad, anksioznost in sem se takrat prvič srečal s tem, pristal v bolnišnici. In pri 23 letih, ko sem tisto noč dobesedno prebedel na intenzivni negi v bolnišnici v Murski Soboti, sem celo noč razmišljal, kljub temu, da so mi dali pomirjevala, da bi zaspal. Nisem mogel zaspati, ampak sem samo poslušal svoje bitje srca na eni od aparatur in samo razmišljal, a je to. Kaj si dosegel v življenju? Je še kaj, kar bi ti rad dosegel v življenju? Kdaj boš to dosegel, če je to? Kaj, če zaspim, pa se zjutraj več ne zbudim? Potem je konec. To je bila dejansko nekako budnica življenja za mene, da moram sebe postaviti na prvo mesto, seveda ne zanemarjati obveznosti doma, ampak da je potrebno tudi poskrbeti za sebe, ker jaz sem imel leta in leta občutek, da je moje življenje na pauzi. In pravzaprav je potem, ko je prišlo do tega dogodka, tako kot ste rekli, nek klik, bomo rekla, da začnete drugače živeti in to ste tudi storili. Ja, čeprav vedno, ko predavam o tem, kako se je vse to zgodilo, vedno poudarjam, da sem jaz potreboval nekaj dobrih 10 let in se potem ljudi tega ustrašijo. Ravno to morda kdo pričakuje, da lahko se zdravi v kratkem času, pa so to procesi. Ne. Jaz se še vedno danes pri 39 letih še vedno učim, ampak to je pač poanta vsega, ker ni samo formalna izobrazba, tudi veliko neformalne izobrazbe moramo pridobiti skozi življenje. Tudi rek pravi, vsak dan se učimo in res je tako. Ampak najprej moramo spoznati sebe, kako delujemo, kaj nam pomaga, česa se moramo izogibati. In jaz sem dejansko kar nekaj let porabil za to, da sem začel biti pozoren, bova rekla, na svojo energijo, na svoje razmišljanje, na čustva in predvsem, kako se odzvati na ta čustva. Pri meni je bil velik problem ta neka notranja potlačena jeza, ker zaradi vsega tega, kar se je dogajalo doma, sem krivil tudi starše, bolezen, življenje nasploh, okolico, zakaj se to ravno meni dogaja, medtem ko gledam svoje sovrstnike, kako uživajo in hodijo na potovanja in res živijo svoje življenje, jaz pa bediram doma, sredi Goričkega. Ampak ko enkrat privrtaš v center sebe, da vse izvira iz tebe in da imaš ti vse odgovore in tisti ključ do svoje sreče, ko dejansko enkrat odpreš res ta vrata in začneš spoznavati sebe, sprejemaš sebe v popolnosti, takrat se komaj začne tvoja pot. In tega pri mnogih ljudeh danes pravzaprav ni opaziti. Veliko tarnamo, veliko se jezimo, krivimo vse, kar je izven nas, zelo malo ljudi pa se dejansko obrne vase in kjer so dejansko pravi odgovori. In to je tisto sporočilo, ki jo tudi čez knjigo nenazadnje in izobraževanja želite predati drugim. Res je, in vse to je zapisano v knjigi, ker jaz vedno govorim, da knjigo lahko berete na več načinov. Ali samo jo preberete kot zgodbo mladeniča, ki je slučajno Rom in vse podrobnosti romskega življenja v naselju, vse družinske skrivnosti, bomo rekli, ali pa mističnosti. Lahko berete kot neko spodbudno zgodbo, da če je nekomu uspelo, lahko tudi vam.
ali pa se popolnoma predate na neko dogodivščino, iščete vzporednice s svojim življenjem, ker dejansko tudi v knjigi bralcu zastavljam vprašanja, da se tudi na določenem mestu ustavi in malo reflektira svoje razmišljanje in svoja čustva. Pa če se vrnemo sedaj nazaj k vaši izobrazbi, vam je uspelo, izobrazili ste se, pa kljub temu ste se srečali s težavo priti do zaposlitve in to je ravno tista beseda, ki je mogoče beseda Rom. Je povezano z besedo Rom. Jaz, ko sem diplomiral na pragu 30 let, sem diplomiral in sem jaz takrat mislil, sedaj pa, ko sem kot Rom postal diplomiran in znotraj družine postal prvi celo za visokošolsko izobrazbo, sem mislil, da se mi bodo kar začela vrata odpirati v svet, pa ni bilo tako, ne. Tudi, če si visoko izobraženi Rom, še ne pomeni, da so vse priložnosti takoj na dlani. Ampak imel sem eno tako neprijetno izkušnjo, ker moj življenjepis se bere res odlično, vsaj po mojem mnenju, ne. Veliko računalniških znanj, veliko veščin, komunikacijskih spretnosti, govorim 4 tuje jezike plus romski jezik. In ravno to je bila tista točka na razgovoru, ki je potekal odlično, ko me je delodajalec vprašal, govorite tudi romsko? In jaz seveda takrat že ponosno povem, govorim tudi romsko. In se je takoj v trenutku se je v pisarni začutilo, kako je padla atmosfera zaradi tega, ker govorim tudi romsko. In to je bilo dejansko prvi stik s tisto prekrito diskriminacijo. Čeprav mi tega niso povedali, seveda na delovno mesto nisem bil izbran, ampak na srečo sem bil že takrat opolnomočen samim seboj, da sem vedel, da se vse stvari zgodijo z namenom in se nisem preveč sekiral glede tega, ker sem nedolgo po tistem pa pač dobil svojo sanjsko službo, ki jo opravljam še danes. Če se dotaknemo torej stereotipov, teh je precej, pa bi morda vi iz vlastnih izkušenj povedali, kateri so tisti najbolj pogosti pravzaprav? V bistvu vsi stereotipi in predsodki, ki so vsem najbolj znani, so tudi zapisani, v določenih slovarjih, kakšnih strokovnih zapisih. Že kot otroci smo vedeli, da Romi zbirajo železo, pa ga ne. Da ne hodijo v šolo. Hodimo v šolo, se tudi izobražujemo. Da ne delamo. Večina Romov v Sloveniji je zaposlenih. Se šola, tako da dejansko mi kljubujemo v praksi vsem tem predsodkom in stereotipom o Romih, ampak so ti stereotipi in predsodki tako trdno zasidrani pri večinskem prebivalstvu, da je to recimo v času ene generacije zelo težko obrniti na bolje, ne. Mogoče bi na tem mestu še izpostavil, da sploh jaz osebno se v zadnjih 2 letih srečujem z enim vprašanjem. Zelo sem hvaležen, da nas tiste Rome, ki smo visoko izobraženi, spoštujejo, cenijo v državi, ampak se sprašujem, ali smo, tudi če imamo univerzitetno izobrazbo ali pa jaz z magisterijem, ali smo tudi samo mi dovolj dobri, da opravljamo delo samo za Romi. Ker se dogaja tudi ta sistemska diskriminacija, ne. Zakaj pa potem recimo izobražen Rom ne bi mogel delati nekaj, da bi delal z ne-Romi? Eden takih primerov je bil ena naših članic Romskega akademskega kluba, ko je naredila magisterij socialnega dela, je samo dobila priložnost, da bi delala na Centru za socialno delo in bi imela samo uporabnike Rome, kar spet ni smisel tega, ne. Tako da dejansko se s tem vprašanjem srečujem zadnje 2 leti in skoraj bi si upal pritrdilno odgovoriti na to vprašanje, da je res temu tako. Še ena stvar se mi zdi, ki, če se spomnim tudi iz svojih otroških dni nazadnje, smo govorili o tem, da pač Romi imajo dogovorjene poroke, da se mladoletni poročajo. Kaj pa bi to komentirali? Kako je s tem? To je ena taka zelo kočljiva tema, ampak jo je vredno raziskati. Jaz sem tudi pač raziskal to temo, ker me je zanimalo in me je zmotilo, ko sem tudi strani nekaterih posameznikov iz romske skupnosti slišal, da je to del romske kulture. Na srečo smo ugotovili in smo potrdili tudi iz strokovnih virov, da to nikoli ni bilo del romske kulture. Tako da je to res tisto zmotno prepričanje mnogih ljudi, da je to del romske kulture. Tukaj gre samo za zgodnje, tudi prisilne poroke in to je nenazadnje samo trgovanje z ljudmi, še posebej, ko je vmes vpeta še kakšna dota oziroma kakšen
finančni dobiček nekoga. Ne? Na srečo se dogaja to zelo redko, ampak če smo res iskreni, bo sploh v medijskem prostoru bolj odmevala novica, ko se bo to zgodilo pri Romih, kot pa pri neromih. In še enkrat res izrecno poudarjam, da dogovorjene zgodnje poroke niso del romske kulture. Če se dotaknemo še vraž in običajev, tudi teh je kar precej. Ena izmed takih je recimo mi zelo zanimiva, da dojenčku, ko se rodi, ne smeš reči, kako je lep, ampak ravno obratno. Fuj, kako si grdi, ne? In starši mu ponovadi celo zavežejo tak rdeč trakec okoli roke, da ga ne bi kdo uročil. Ampak te vražne običaje so, kolikor se slišijo hecne, vam čisto tako iz osebnih izkušenj povem, da kljub moji visoki izobrazbi, tudi če imamo nekega novorojenčka v družini, ne v širši družini, še vedno podležem tudi jaz tem vražam. Tisti drobni glasek o tebi, kaj pa če ne, za vsak slučaj. Ampak ja, te vraže po Sloveniji so zelo različne in so zelo zanimive, sploh ko jih raziskuješ. Recimo na Dolenjskem tudi nekateri Romi verjamejo, da nosečnica ne sme gledati skozi okno, ko se bliska, da ne bo otrok grd in podobno. In teh je kar nekaj. Tudi, če se dotaknem še ene teme, sami delate v medijih, pa veste, da pogosto zasledimo ta romska naselja, dobimo nek pogled v ta del torej romske kulture, če lahko tako rečem. Kakšen je pa vaš pogled na to? Zdaj, če govorim kot novinar romskih oddaj na nacionalni televiziji in radiju, jaz sem pač imel to srečo, da sem v zadnjih 16 letih obiskal večino naselij, kjer živijo Romi v Sloveniji. In ko se pojavljajo te medijske objave, ponavadi takoj že iz slike prepoznam, za katero naselje gre. In če si tako malce pozoren, recimo zadnje leto, dve, se kaže vedno znova ena in ista naselja. Kljub temu, da imamo skoraj 100 registriranih romskih naselij oziroma zaselkov v Sloveniji, se vedno kaže v medijih samo tista peščica. Ne? In potem dejansko je še kakšen takšen naslov zraven, ki posplošuje zadeve. In seveda bralec, ki ne bo šel dodatno raziskati zadeve, bo pač verjel temu, kar prebira oziroma kar posluša in gleda, in bo pač posplošil na svojem lastnem zelniku, da to pač velja za vse Rome, kar seveda ne drži. Zato jaz vedno tudi poudarjam, kjerkoli se že pojavim, da gre zgolj za posamične primere, za posameznike, ki morda povzročajo težave, tako kot vsi ostali državljani Slovenije, ampak še vedno se prepogosto dogaja, da se stvari posplošujejo. Ne? Nekdo, če gre vsaj obiskat 10-15 različnih naselij, bo lahko sam ocenil, da res to vse ne drži, kar se piše in govori v medijih. Žal nam malo čas preganja, verjamem, da naši gledalci bodo veliko več zanimivega našli v vaši knjigi, pa vendar vas nazadnje moram vprašati, kaj bi svetovali tistim, ki se morda skrivajo pred lastno identiteto zaradi strahu in ne nazadnje sramu, tako kot ste se sramovali tega vi? Jaz bi samo svetoval, naj ne poslušajo okolice, naj prisluhnejo sebi. Jaz vem, da je to zelo težko včasih, da si prepogosto osamljen, da se počutiš, da si sam o tem, ampak ni temu tako, ker vse odgovore imamo že v sebi. Čeprav se sliši zelo klišejsko, ampak vse izvira iz nas. Tudi vsa negativna vprašanja, negativni odgovori, tako tudi vsa pozitivna energija, vsa ljubezen, vso veselje, vsa sreča, res izvira iz nas samih. In to je bil pri meni eden največjih premikov, da sem res lahko izklopil glas okolic in začel dejansko res poslušati samo sebe, ker samo ti za sebe lahko veš, kaj je prav in samo ti lahko živiš tvojo resnico. Res je, ne nazadnje pomembno je, kaj človek nosi v sebi, ne glede na to, kakšne narodnosti je. Za konec samo še ena zanimivost, nisem v bistvu vedela, čeprav imam kar precej let tudi že, pa vendar nisem vedela, da beseda Rom pravzaprav pomeni ravno človek. A res je, in Romi sami sebi pravimo, da smo ljudje. In to je bilo eno tako najlepših spoznanj, ko sem začel odkrivati romsko zgodovino, kulturo, jezik, da besede ciganstva v romščini nimamo. Beseda Rom je tako lepa, da pomeni človek, Roma, množina, ljudje, da smo tudi mi samo ljudje. Prav ne rečem, Sandi, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, delili torej svojo zgodbo z nami in verjamem, da ste danes marsikomu dali misliti.
Hvala vam. Hvala vam. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Tako kot vedno, vidimo se prihodnji četrtek. Do takrat pa ostanite na BKTV.